Dober dan, spoštovane dijakinje in dijaki, dobrodošli na informativnem dnevu Fakultete za strojništvo. Jaz sem Sanja Kejžar-Kladnik iz oddelka za gospodarske zadeve in komuniciranje. Danes bi bili seveda vsi raje z vami v živo, ampak ker razmere tega žal ne dopuščajo, bomo preko spleta poskušali čim bolj nazorno in izčrpno predstaviti potek študija na naši fakulteti in pa številne možnosti, ki vam jih študij strojništva odpira. Pripravili smo vam pester program, ki se bo začel z nagovorom in splošno predstavitvijo študija, ki jo pripravil dekan Fakultete za strojništvo, profesor dr. Mitjan Kalin. V nadaljevanju se bomo še sprehodili po laboratoriju, predstavili prednosti strojniškega poklica skozi oči uspešnih inženirjev in inženirk ter prisluhnili, kaj bo o svojih izkušnjah povedala predstavnica študentov. Ostanite torej z nami vse do zaključka programa, ko vam bomo na voljo tudi za vsa morebitna vprašanja. Sedaj pa vas lepo prosimo, da izklopite kamere in mikrofone in vas vabim, da skupaj prisluhnemo dekanovemu nagovoru in predstavitvi. Profesor dr. Mitjan Kalin, beseda je vaša. Spoštovani dijaki, spoštovane dijakinje, naj vas lepo pozdravim na današnjih informativnih dnevih na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za strojništvo. Kot dekan te fakultete mi je v posebno čast, da vas lahko pozdravim na inštituciji, ki je največja inštitucija strojništva v Sloveniji. Nažalost vas ne morem nasloviti v živo, kot je običaj bilo vsa dosedanja leta, ampak zgolj tako preko ekranov, kar nam je seveda zagodla ta sedanja epidemija virusa COVID-19. Verjamem, da boste vseeno precej stvari izvedeli o naši fakulteti in imeli možnost se odločiti za študij na njej, za kar bomo seveda še posebej veseli. Preden pa začnem, naj vam najprej predstavim kratek video o Fakulteti za strojništvo. Vlaganje v bazo znanj in idej, investicija v človeški kapital in naložba v prihodnost za razvoj našega podjetja. Tribokemijski film je tanjši od 10 nanometrov. Kompleksno razmišljanje, logično sklepanje in povezovanje informacij so ključne kompetence, ki sem jih pridobil s študijem strojništva. To so temelji za uspešno vodenje podjetja. Natančnost obdelave je premo sorazmerna z goriščno razdaljo, valovno dolžino in obratno sorazmerna s premerom žarka. Vrhunski strojniški kader je gonilo razvoja skupine TPV, saj ga odlikuje odlično tehniško znanje, inovativnost ter strast do dela.
Masa izpustov dušikovih oksidov narašča eksponentno z višanjem temperature zgorele zmesi. Znanost še zdaleč ni sama sebi namen. V taki ali drugačni obliki je vgrajena v vrhunske tehnološke dosežke, ki jih ustvarjamo skupaj s Fakulteto za strojništvo. Gostota toplotnega toka je sorazmerna produktu toplotne prevodnosti materiala in temperaturnemu gradientu v smeri njegove debeline. Vse tehnične priprave v hiši ali stanovanju so plod znanja inženirjev. Zavedajmo se pomena strojništva, saj je prisotno povsod okrog nas. Razvoj novih modelov sodelovanja med Fakulteto za strojništvo in podjetji prinaša nove razvojne, prebojne in inovativne priložnosti na domačem in tujem trgu. Vezalna hitrost VC je enako πdn. Diplomanti strojništva in ostalih tehničnih ved so zelo pomembni pri tem, da je Slovenija danes, kar je. Smo pomemben partner v evropski in svetovni industriji in njihovim tržiščam ponujemo zahtevne izdelke. Inženirji strojništva poganjamo svet. Verjamem, da ste danes na naši fakulteti zato, ker vas strojništvo veseli in že to je dober znak. Namreč strojništvo je poklic prihodnosti in če se boste za njega odločili, vam zagotovo ne bo žal. Na naši fakulteti vam bomo poskusili nuditi vse, da bojo vaša leta študija prijetna, predvsem pa kvalitetna in da bo to za vas dobra vstopnica v prihodnost, v življenje, v vašo kariero, ki traja mnogo več od samega študija, zato je še toliko bolj pomembno, da je študij pravilno izbran in strojništvo je poklic, ki je pravi za prihodnost in tudi za vaše bodoče življenje. Strojništvo je danes vpeto v vse pore družbe, ne gre samo za to, da se ukvarjamo s stroji, to je stereotipna predstava o strojništvu, ampak strojništvo je dejansko vse okoli nas. Kamorkoli se obrnete ta trenutek,
boste našli vse elemente okoli sebe, ki so bili nekako povezani s strojništvom, morali so iti skozi proizvodnjo, morali so jih strojniki konstruirati in izdelati. Ampak samo strojništvo je še mnogo več od tega, vključuje tako temeljna fizikalno-kemijska znanja, mehaniko in vse ostale bolj tradicionalne, seveda tudi vede, neobhodna pa je tudi računalniška informacijska tehnologija. Če pogledamo samo o tem, kar se vsakodnevno sliši o industrijski revoluciji ali industriji 4.0, tu se dogajajo velike spremembe na področju industrije v tem trenutku, prihajajo nove tehnologije, kot so internet stvari, brezžične informacije, so vse povsod, treba se na to prilagoditi, prihajajo velike količine podatkov, superračunalništvo, tudi sami imamo superračunalnik na fakulteti za strojništvo, ukvarjamo se z nanotehnologijami, z tridimenzionalnim tiskom raznih objektov, z logistiko, z mehatroniko, roboti so v naši domeni, fotonika, mehatronika, vse to so stvari, ki so danes izjemno pomembne v industriji, ki se izrazito razvijajo in za katere morajo strojniki skrbeti in osvajati nova znanja. Vse to počnemo in prilagajamo študijski proces v tej smeri tudi na fakulteti za strojništvo. Mobilnost je ravno tako zadeva, ki se velikokrat dotaknemo, tudi vas se dotika vsakodnevno. Kot veste, se nam spreminjajo motorji iz klasičnih motorjev z notranjim zgorevanjem, vse bolj prihajajo do izraza električni motorji, to zahteva nove prenosnike moči, nove aktuatorje, nove materijale, polimeri zamenjujejo klasične kovine in kompoziti seveda, vse to zahteva manjšo težo, prihajajo novi viri energije, baterije so vse bolj aktualne. Tudi s tem se ukvarjamo na fakulteti za strojništvo, čeprav se morda ne zdi najbolj logična izbira ali pa logičen tematika za fakulteto za strojništvo, ampak to je izjemno atraktivna in aktualna tematika tudi pri nas. Brez nas tudi baterij, na primer, ne more biti. Podobno je tudi v okolju. Vemo, da se zavedamo, kako se okolje spreminja, da smo ga v zadnjem stoletju veliko degradirali, kar pomeni, da bo treba v prihodnje veliko bolj skrbeti za to. Okoljske tehnologije so ključ za naše bivanje, za našo prihodnost. Vse več bo tega in tudi vi se boste nekako srečali s temi tematikami, ali boste študenti strojništva ali pa tudi kje drugje. Dejstvo pa je, da so okoljske tehnologije pri nas doma. Pri tem se ukvarjamo z nizkoenergijskimi procesi, z obnovljivimi energijskimi viri. Vsi naši stroji morajo delovati z malo trenja, s čim nižjim trenjem, zato da porabimo čim manj energije. Komponente morajo imeti dolgo dobo trajanja, da ne prihaja do pretiranih, prekomernih, prehitrih zamenjav komponent celih strojev in postrojenj. Torej želimo manj obrabe. Uporabljamo maziva, ki so biološko razgradljiva, da ne onesnažujemo. Uporabljamo sodobne konstrukcijske materijale, kot sem že prej omenil, polimere, kompozite in druge biomaterijale. Vse zato, da si tudi prihranimo manj vzdrževanja in manj stroškov na ta način. Zadeva, ki morda tudi ni povsem logična za strojništvo, pa si jo marsikdo ne predstavlja tako, je tudi recimo prebivalstvo in zdravje, staranje prebivalstva. Tudi tukaj je strojništvo zelo vpeto v te tehnologije, tako od terapevtskih pripomočkov do implantov, ki jih moramo pravzaprav strojniki izdelati in obdelati. Seveda zdravniki vgradijo te komponente v naše telo, ampak nekdo jih mora izdelati in to smo ponavadi prav strojniki. Tako da veliko je teh stvari, tudi procesna industrija, vsa zdravila, dejansko industrijo zdravil vodijo strojniki, veliko je tukaj strojniških znanj in brez tega seveda ni mogoče si predstavljati življenja. Tako rekoč, vse povsod smo, karkoli vas v življenju zanima, ali je to šport, ali je to medicina, ali je to strojništvo,
in vsi ostali drugi nekako področja v življenja, vse povsod bi se lahko kot strojniki vključili in naredili nekaj dobrega za našo družbo in naše gospodarstvo. Tako da strojništvo, kot vidite, je dejansko poklic sodobnosti in poklic prihodnosti. Omenil sem že kar nekaj od teh področij. Kot vidimo tukaj, so številna področja, nova še prihajajo, vsekakor pa strojništvo ni zgolj neka tradicionalna panoga, kot si jo marsikdo predstavlja, ampak je veliko širša, veliko splošnejša, veliko bolj tudi teoretično podkovana in seveda na koncu je naše veselje to, da imamo rezultat, običajno produkt, nekaj, kar deluje in to človeku še posebej povzroča neko zadovoljstvo in veselje, ko vidi, kaj lahko uporabnega naredi za to, da bomo vsi bolje živeli v prihodnosti. Na naši fakulteti zaradi tega gojimo številna področja, raziskovalna, tako da v temelju lahko nekako razdelimo tudi kasneje naša pedagoška področja, študijska področja na energetsko in procesno strojništvo, na konstruiranje in mehaniko, na proizvodno strojništvo, industrijsko inženirstvo, mehatroniko in laserske tehnologije. Kot vidite, zelo sodobne tematike, seveda pa se znotraj teh tematik ukvarjamo tako z numeričnim modeliranjem, z numeriko, z matematičnimi modeli, s kompleksnimi eksperimenti, izdelujemo razne prototipe, empirične, analitične modele in pa seveda vse to nekako skušamo prevesti v realno življenje, v prava industrijska okolja, v naša podjetja in tudi tuja podjetja. Na fakulteti za strojništvo smo izjemno vpeti v družbo, v gospodarstvo in dejansko sodelujemo praktično z vsemi podjetji v Sloveniji, tako rekoč in tako raziskovalno, kot tudi preko drugih vezi v okviru alumni klubov in pa naši študentje, ki so ali štipendisti ali pa se zgolj zaposlijo v številnih podjetjih. To je zgolj par primerov podjetij, kjer smo želeli poudariti, da so ta podjetja mednarodno vpeta in pa tudi včasih povsem mednarodna in z njimi zelo veliko sodelujemo. Fakulteta za strojništvo ima največ neposrednega sodelovanja z gospodarstvom med vsemi fakultetami v Sloveniji. In na ta način lahko študentje strojništva dobijo priložnost, se spoznajo že tekom študija s temi podjetji in potem so jim na nek način vrata v ta podjetja na široko odprta. Tako da priložnosti na fakulteti za strojništvo za bogato in kvalitetno kariero v najboljših podjetjih, domačih in mednarodnih, vam seveda z veseljem odpiramo. Sam študij strojništva je seveda razdeljen na 3 stopnje. Imamo prvo stopnjo, kjer imamo 2 študijska programa, visokošolski strokovni in univerzitetni študij, nato pa na drugi stopnji seveda magistrski in imamo tudi 3. stopnjo, doktorsko, za tiste, ki se boste za to seveda odločili. Prva stopnja, za katero se danes zanimate, na katero bi se radi vpisali, in sicer to velja tako za visokošolsko strokovno kot univerzitetno izobrazbo, traja 3 leta in ima 180 kreditov. Moral bi poudariti tukaj, da smo seveda na fakulteti za strojništvo vključeni tudi v mednarodne pedagoške kvalitetne evalvacije in tukaj imamo mednarodno akreditacijo tudi nemškega združenja, kar pomeni, da je študij pri nas ekvivalenten študiju recimo v Nemčiji, prav tako pa pridobite tudi evropski inženir licenco, ki vam daje možnost potem dela in delovanja tudi v vseh evropskih državah. Sam univerzitetni študijski program prve stopnje, rečemo mu tudi razvojno-raziskovalni program, ker je temu namenjen. Ideja je, da študenti tukaj ne končajo po 3 letih, ampak nadaljujejo potem tudi na drugi stopnji magistrskega študija. Semestrov je 6, se pravi 3 leta, dobite naziv diplomirani inženir ali pa inženirka strojništva. Imamo letos 180 vpisnih mest na rednem študiju, ta program je enovit in dejansko nimamo kakšnih podsmeri,
vsi študentje na enak način obiskujejo ta program. Kot sem že omenil, ideja je, da bi potem študentje nadaljevali na drugi stopnji, zato so seveda vsebine temu prilagojene, dovolj zahtevne seveda, zaradi tega, da si zgradimo dober temelj za bolj aplikativne in bolj usmerjene vsebine na drugi stopnji. Pogoj za vpis na ta študij je splošna matura ali pa za vse, ki se boste odločili s poklicno maturo, če ste se izobraževali v enem izmed 4-letnih srednješolskih programov, ki so tukaj našteti, se pravi večina teh tehnično-naravoslovno usmerjenih programov. Ob tem s poklicno maturo pa potrebujete tudi izpit iz splošne mature iz matematike. To je zaradi tega, da je potem seveda študij na fakulteti lažji in bolj primeren. Sama merila, verjetno ste to že videli oziroma so objavljena. Splošno maturo velja, da imamo 30% točk na sam uspeh na maturi, 30% je uspeh v 3. in 4. letniku, na to pa še predmet matematika pri maturi 20% točk in pa 20% točk iz predmeta fizika ali pa mehanika na splošni maturi. Pri poklicni maturi pa 30% točk splošni uspeh, 30% 3. in 4. letnik, 20% pri matematiki in pa 20% pri ostalih nekaterih predmetih, ki si jih lahko tudi izberete. Za tiste, ki se boste odločili za visokošolski strokovni študijski program, strojništvo, ki mu rečemo tudi projektno-aplikativni program, kar samo ime pove, da ima v bistvu cilj bolj projektno-aplikativne vsebine, usmerjenost v določene tematike, področja. Gre za študij, ki je namenjen primarno študentom, ki bi želeli po 3 letih prakso in tam nadaljevati svojo kariero. Seveda pa je možno tudi nadaljevati na drugi stopnji, spet ni onemogočeno, vendar je potrebno te določene pogoje izpolniti. Tudi ta program traja 3 leta, 6 semestrov, dobite naziv diplomirani inženir strojništva ali pa diplomirana inženirka strojništva. Enako 180 mest imamo za redni študij, pri čemer pa ta program ni enovit, v 2. letniku se študenti odločijo za eno izmed različnih smeri, spet klasične, ki sem jih že nekoliko povedal, imamo pa tukaj tudi programe na področju letalstva, se pravi pilot letala ali helikopterja ali pa vzdrževalec za letalsko tehniko. Pogoji za vpis na visokošolski strokovni študij je seveda podobno kot prej splošna matura ali pa poklicna matura v enem od teh 4-letnih srednješolskih programov, ki so tukaj navedeni. Seveda gre za iste programe tehnično-naravoslovnih smeri. Merila sama za izbiro v primeru omejitve je podobno kot prej, tisti, ki imajo splošno maturo, popolnoma enako, 30% za uspeh na maturi, 30% za uspeh v 3. in 4. letniku, potem pa še 20% uspeh pri matematiki in pa 20% pri predmetu fizika ali mehanika. In pa podobno kot prej tudi splošni uspeh pri poklicni maturi 30% pri 3. in 4. letniku, zopet 20% točk pri predmetu matematika in 20% pri nekaterih ostalih predmetih. Torej, sam študij na naši fakulteti poteka na način, da imamo predavanja in pa tudi vaje, praktične vaje. Te vaje so računalniške, lahko so teoretične, lahko so numerične, eksperimentalne, različni tipi vaj, s katerimi nekako poglabljamo ali ponavljamo vsebine, ki jih slišite na predavanjih. Tako da nekako se študij prepleta s študijem in ali pa obiskovanjem predavanj, v glavnem v predavalnicah, medtem ko vaje so pa lahko v predavalnicah ali pa seveda v sodobno opremljenih laboratorijih.
Na žalost v letošnjem letu potekajo predavanja preko spleta, preko Zoom aplikacije kot i danes. Upamo, da se ta zadeva čim prej spremeni in bo v vašem primeru drugo leto pač predavanja potekala vsem normalno. Tudi z vajami skušamo se prilagajati, čeprav je tukaj že nekoliko težje in smo morali vse vaje nekoliko prilagoditi, kajti študente nimajo prilike neposredno sami preizkušati stvari, ampak nekako vseeno te vsebine prikazujemo preko raznih videov, filmčkov, asistenti tukaj zelo pomagajo. Pri študiju vam bodo pomagali tudi tutorji, demonstratorji, asistenti in seveda profesori in vsi ti so nekako predpogoj za to, da bo vaš študij uspešen in kvaliteten in da boste premagali vse ovire na vaši poti. To je ustaljena praksa, tako da brez skrbi in naše izkušnje nam kažejo, da znamo študente lepo pripeljati do zaključnega diplomskega izdelka. Na fakulteti imamo seveda zelo atraktivne tudi študentske projekte, še posebej sta dva zelo znana. To je Formula študent, kjer dejansko se študente vključijo v projekt, to je ekipa 40-50 študentov, ki izdeluje vsako leto novo formulo in dejansko pri tem pridobijo izjemno veliko praktičnih znanj, sodelujejo z našimi asistenti in profesorji iz laboratorij. Gre pa za interdisciplinarni program, tako da sodelujo tudi s študenti na fakulteti za elektrotehniko, za ekonomijo in ostalimi fakultetami. Gre za širok program tega tekmovanja Formule študent, kjer se udeležujejo tudi, kot sem že rekel, tekmovanj po raznih evropskih državah. Drugi tak zelo odmeven projekt, ki ga peljemo, je pa tudi tekmovanje Design Build Fly. Gre za letalsko tekmovanje, ki poteka v Združenih državah Amerike. Tukaj smo pa svetovna velesila. Naši študentje so z ekipo v zadnjih 5 letih kar dvakrat zmagali, zasedli še 3., 4. mesta, tako da so tukaj pravzaprav, lahko rečemo, najboljša svetovna ekipa in ravno tako gre, kot vidite, za številno ekipo in za številna praktična znanja, ki seveda temeljijo na vseh teoretičnih osnovah, ki jih študenti pridobivajo pri vseh predmetih tekom študija. Jasno pa, fakulteta ni samo čas za formalno učenje, študenti imajo tudi prosti čas, v katerem je potrebno biti aktiven, sodelovati, se povezovati, mrežiti in ustvarjati zavezništva, prijateljstva za celo življenje. Tukaj organiziramo številne obštudijske dejavnosti, na primer sejem priložnosti, kjer pridejo podjetja na fakulteto, se predstavijo, vzpostavijo kontakte s študenti. Imamo delavnice za javno nastopanje, za poslovni bonton in podobno, karierni center. Tukaj izjemno sodeluje, organizira veliko aktivnosti, svetujejo vam pri razvoju kariere, pri najrazličnejših možnostih, ki se vam ponujajo med študijem in tudi po študiju. Šport je na fakulteti za strojništvo pomembna vsebina in dejansko imamo organizirane športne aktivnosti in tudi obvezno športno udejstvovanje vseh študentov, ne glede na to, da to nimamo neposredno v študijskem programu, ampak verjamemo, da zdrav duh v zdravem telesu je pravilo, ki zagotovo velja in šport koristi vsem študentom. Na ta način organiziramo tudi številne druge aktivnosti izven samega študijskega termina, od šole smučanje, pohodništva, jadranje in ostale stvari. Organiziramo tudi študentsko tehniško konferenco, kjer se študentje nekako s svojimi raziskovalnimi nalogami predstavijo, pokažejo in tukaj smo ustanovili nek forum kot nekako osrednja inštitucija in na to konferenco vabimo tudi druge
članice Univerze v Ljubljani in širše, in dejansko se nam priključujejo tudi številni drugi, tako da gre za res lepo sodelovanje z ostalimi članicami univerze in širše in kot neka točka spoznavanja in predstavitve raziskovalnih del študentov. Seveda pa o zabavah sam ne bom govoril, tega je veliko, imamo študentski svet, študentsko organizacijo, ki so zelo aktivni tudi na tem področju, tako da pri družabnega življenja ne manjka. Seveda študij je vedno na prvem mestu. Tako da treba se nekako zavedati, da je študij pravzaprav ta 3, 4, 5 let, kolikor boste preživeli pri nas, dejansko vstopnica v življenju, gre za začetek vaše kariere, ki traja 40 let, tako da vse, kar boste zdaj vložili, toliko bolj jasno vam bodo začrtane pozitivne smeri, pozitivne poti v vašem bodočem življenju, zato se splača izkoristiti študij koristno, maksimalno, tako v študijskem, kot tudi v družabnem smislu. Dejansko gre za investicije za življenje. Naša fakulteta je dovolj široka, je nekako srednja na področju tehnike, povezujemo tudi ostale poklice, ostale profile in verjamemo, da je na ta način primeren študij za vse tiste, ki želite tudi nekoliko širše izobrazbe na področju tehnike, nekoliko širše se spustiti, saj na naši fakulteti dobite veliko osnov in tudi lahko se osredotočite v področja, ki niso tako zelo ozka, ampak so dovolj široka tudi na drugih tehničnih področjih. Z igro teh besed, kot so kreativnost, radovednost, odgovornost, samostojnost, drznost in timski duh, pa seveda nakazujemo, da je strojništvo naša strast, v katerega verjamemo in prepričani smo, da bo vsakega med vami, ki bo prišel na našo fakulteto, dejansko ta strast tudi zagrabila in vam študij pri nas ne bo predstavljal problema in vas bo zasvojil v smislu pozitivne energije in kvalitete za celotno življenje. Seveda na tem mestu bi počasi sam zaključil in predal besedo tudi ostalim. Dodatne informacije od nas samih lahko slišite oziroma prejmete tudi preko spletnih aplikacij na Facebooku in pa jasno na spletni strani Fakultete za strojništvo, kjer boste prejeli vse informacije o samem študiju, o pogojih. Če vas pa karkoli drugega zanima, tudi osebno lahko pokličete vedno v študentski referat ali kam drugam na ustrezno točko na fakulteti, kjer vas bomo seveda z veseljem napotili in vam dali ustrezne informacije. Torej, še enkrat v mojem imenu dobrodošli. Upam, da vam bo Fakulteta za strojništvo prirasla k srcu in boste naši študentje tako uspešni, kot so naši alumni, bivši študentje, ki pravzaprav zasedejo najvišja vodilna mesta, najvišja razvojno, raziskovalna mesta, tako v industriji, v podjetjih, kot tudi v javnih inštitucijah in na akademskih inštitucijah. Torej, dobrodošli in srečamo se ponovno naslednje leto, oziroma letos v oktobru, v naslednjem študijskem letu. Dobrodošli in lep pozdrav. Najlepša hvala, dekan, za to izčrpno predstavitev. Na Fakulteti za strojništvo dajemo poleg pedagoškega dela velik poudarek tudi na raziskovalno delo. Tako imamo kar 38 laboratorijev, v katerih poleg raziskav potekajo tudi vaje za študente. Po enem izmed njih vas bosta v naslednjih minutah popeljala izredni profesor dr. Peter Gregorčič in docent dr. Matevž Zupančič. Živijo, Matevž, kako si? Živijo, Peter. Povej, rekel si, da imaš eno zanimivo zadevo. Ja, veš, da če lasersko obdelamo kovinsko površino, postane ta po obdelavi superhidrofilna oziroma super omočljiva, kar pomeni, da če na njo spustimo vodno kapljico, se ta povsem razleze in tvori tak tanek vodni film. Zanimivo je pa to, da če bi to površino pustili na zraku, bi lahko s časom postala super neomočljiva oziroma super hidrofobna in bi se ta ista kapljica od nje povsem elastično odbila. Kaj misliš? Misliš, da bi lahko to kje koristno uporabili?
Ja, mogoče pa res. Večina sodobne elektronike je recimo danes hlajena s toplotnimi cevmi. To pomeni, da imamo na vročih delih, recimo mikroprocesorjih, nameščene toplotne cevi, v katerih je fluid in ta fluid se uparja, potem v obliki pare preide v hlajeni del, recimo ventilatorski v tem primeru, in se kot kaplevina vrača nazaj. Če bi uspela to površino lasersko obdelati tako, da bi bila delno neomočljiva in delno omočljiva, bi lahko bistveno spremenila in izboljšala prenos toplote. A poskusiva, lahko bi eno kovinsko površino sedaj z našim laserskim sistemom obdelali v laboratoriju. Ok, dejva. To je laserski sistem, s katerim bomo sedaj poskusili spremeniti omočljivost te kovinske površine. Se pravi, površino postavlja pod laserski sistem in poženeva procesiranje. Predlagam, da greva pogledat, kako se je spremenila omočljivost te površine. Ok, peva. To je sistem za merjenje parametrov omočljivosti površin. Lasersko obdelano površino boš postavil pod kapilaro, nanjo bova spustila kapljico vode in vse skupaj posnela s hitro kamero. Pričakovano, površina je super omočljiva. Res je, kapljica se popolnoma razleze po površini, vse skupaj se zgodi v manj kot sekundi. Glej, tukaj imam pa še testno površino, ki je s časom postala že super hidrofobna. A bi lahko ta tvoj poskus ponovila še na njej? Podajva. Poglej, kapljica se na površino sploh ne prime. Pride do popolnega odboja. Sem te prej na kavi prav razumel, da bi lahko na ta način dejansko izboljšala hlajenje sodobnih naprav? Da se o tem prepričava, greva izvedeti še teste prenosa toplote. To je eksperimentalni sistem za določanje učinkovitosti prenosa toplote površin. Najna lasersko obdelana površina je potopljena v vodo in segreta tako, da se na njej pojavljajo mehurčki. To je vrenje. Podobno se dogaja tudi v toplotnih ceveh, o katerih sva govorila prej na kavi. S hitro infrardečo kamero opazujemo temperaturno polje na površinah, na katerih se dogaja vrenje. Povsod, kjer opaziš to modro pego, pride do tvorjenja vrelnega mehurčka in ta lokalno ohladi površino. Če ti pokažem temperaturno polje, ki je povprečje tega posnetka, lahko vidiš, da se vrenje dogaja ravno na površinah, ki so lasersko obdelane. Na teh delih površinah prihaja do intenzivnega odvoda toplote. Torej bi na ta način lahko dejansko izboljšala prenose za hlajenje. Ja, res je. Najlepša hvala, dr. Gregorčič in dr. Supančič. Sedaj pa bomo pogledali še malo v prihodnost. Čeprav je zaključek študija za vas zaenkrat še precej daleč, je vseeno prav, da se čim prej seznanite z nekaterimi prednostmi, ki jih ponuja poklic strojnega inženirja. Zato si bomo sedaj ogledali odlomek pogovora z uspešnimi inženirji in inženirkami strojništva. Celoten pogovor si lahko ogledate na naši spletni strani, kjer je objavljen ob novici o informativnih dnevih. Za konec pa še dragocen nasvet in misli za bodoče strojne inženirje in inženirke. Kaj je tisto, kar jih odlikuje in kako uspeti? Ravno to drznost, da ne zapadejo nekemu toku povprečnosti, ampak da sledijo odličnosti, in da sledijo svojim vizijam, svoji ideji, da so na tej poti pogumni, ker v bistvu le na tak način bojo nadgradili samega sebe, okolico, svojo okolico in tudi dali nek prispevek družbi. Jaz bi rekla, da tukaj nekega enoznačnega recepta ni. Predvsem, da moraš toliko zaupati vase, da si upaš poskusiti, da upaš iti nekam, kamor še nihče ni šel, da hkrati poslušaš ostale, da pač pobiraš oziroma upoštevaš izkušnje, ki jih imajo tisti, ki so to pot do nekje prehodili pred tabo. Predvsem pa, da poskušaš, da si... Ja, to je to. Če bi želel odgovoriti, kako uspeti, bi mogoče najprej odgovoril, bi se vprašal, kaj je sploh to uspeh. Zame je uspeh biti srečen. Denar je taka čudna stvar,
Imam neko teorijo ničel, kjer rečemo vzamemo naključno številko, vzemimo 5 in potem dodajamo ničle za to številko. Ne, in ker smo nekje na 50-500 tisoč, je denar še vedno zelo smiseln in dobrodošel, pa ko dodajamo še ničle zraven, pa se kvaliteta življenja ne dviga oziroma se včasih celo niža. Tako da potem se mi zdi, da zato, da si srečen, so pomembne druge stvari, recimo ljubezen. In se mi zdi, da je v življenju resnično srečen lahko tisti, ki dela tisto, kar ga veseli in ki si v življenju najde ljubezen in vse to tudi daje drugim. Ja, pri nas, ko zaposlujemo oziroma tudi, ko vidimo, da potrebujemo nov kader, je izobrazba pravzaprav na drugem mestu na prvi pogled. Tudi ko iščemo ljudi, nikoli se ne vprašamo, kakšno šolo ima nekdo, direktno. Najprej pogledamo, če je kandidatka zagnan, če zna razmišljati svojo glavo, če rečem zelo poenostavljeno. In kot sem že prej omenil, vedno se vprašanja vrtijo okrog reševanja problemov ali pa izzivov in šele skozi tam se spozna potem pristop človeka, tudi komunikacija in pa zagnanost in seveda tudi tehnično znanje potem pride ven, ki je namenjeno nekemu delovnemu mestu. Tako da zagnanost, ne izgubiti volje in pa mislim tudi, da kritičnost in pa komunikacija v vsakem primeru je pa tudi ključna. Ne? Preden končamo s predstavitvami, je na vrsti še ena, ki je za vas verjetno še posebej zanimiva. Saj bo v njej o svojih izkušnjah spregovorila predstavnica študentov Špela Šmid, ki ji kar predajam besedo. Lep pozdrav še z moje strani. Sem Špela Šmid in sem trenutno absolventka magistrskega študija na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Dijaki, dijakinje, pred vami je ena velika odločitev, in sicer kateri študij izbrati, kam se usmeriti, ki bi radi nadaljevali svojo poklicno pot, oziroma ki bi jo radi začeli, in verjamem, da ta odločitev ni lahka. Tudi ko sem bila jaz na vašem mestu, mi ni bilo lahko in na koncu je za študij strojništva pretehtalo ravno to, da sem si vedno želela delati nekaj naravoslovnega, da sem si želela tako tekom študija, kot tudi po njem, nekaj razvijati, raziskovati, odkrivati neke nove možnosti, priložnosti. In ja, ko sem se vpisala na študij, iskreno povedano, se nisem zares zavedala, kakšno širino vse ponuja Fakulteta za strojništvo oziroma strojništvo na splošno. In da sem spoznala vse to, mi je ogromno pomagal študij, ki je z tega vidika odlično zasnovan, ker na začetku študija ali v prvem letniku na projektno-aplikativnem programu oziroma celotna prva stopnja razvojno-raziskovalnega programa veliko prispeva k temu, da z vsakega področja spoznaš osnove, da veš na koncu, ko se treba odločiti, kam bi se usmeril, čim se vidiš, kaj ti gre mogoče bolje kot drugo, kaj bi bil pripravljen tudi upravljati kasneje za poklic. In ja, če se boste študija strojništva lotili, vam že zdaj polagam na srce, da delate sproti. Začnite takoj na začetku semestra, to sicer ne pomeni, da se vsak dan učite 8 ur potem, ko pridete s predavanj vaj, ampak da predvsem redno opravljate naloge, projektna dela, da se udeležujete kolokvijev, da se učite za kolokvije, ker je potem na koncu semestra lahko zelo enostavno izpitno obdobje, lahko imate izpit 2, ker ste že vse prej naredili tekom semestra, lahko tudi nobenega, in je to bolj počitniško obdobje, kot pa zares izpitno obdobje. Če pa se vam kadarkoli zatakne tekom študija oziroma boste imeli kakršnekoli težave, se vedno lahko obrnete tako na študentski svet, kot tudi na tutorje, ki so vedno pripravljeni vam pomagati pri vaši težavi oziroma vas bojo vsaj znali usmeriti, kako jo rešiti. Zdaj, ko sem pa že skoraj na koncu študija, lahko pa rečem, da nikakor ne obžalujem, da sem se za to odločila, ker sem res poznala
že to strojniško širino, spoznala sem osnove, ogromno stvari, za katere prej sploh nisem vedela, da obstajajo. Spoznala sem pa tudi ogromno nekih sodobnih tehnologij, ki danes prevladujejo v industriji, nekatere, ki še niso sploh prišle do industrije. In tekom študija sem lahko tudi bila kreativna, sem lahko konstruirala, razvijala izdelke, za katere prej nisem vedela, da sploh obstajajo. In če ste se kdaj mogoče spraševali, kako je študij strojništva primerljiv študiju v tujini, jaz sem bila lansko leto na praksi v podjetju BMW v Münchnu, kjer sem delala izključno študenti nemških fakultet in se mi ni zdelo, da bi na kateremkoli področju imela primanjkljaj znanja. Če ima pa kdo še kakršnokoli vprašanje v povezavi s študijem oziroma čimerkoli, pa lahko vprašate tudi po predstavitvi študentov. Spoštovane dijakinje in dijaki, najlepša hvala za vašo pozornost. To bi bilo iz naše strani zaenkrat vse. Vkolikor imate kakršnakoli vprašanja, jih prosim naslovite na službo za gospodarske zadeve in komuniciranje oziroma na študentski referat. Kontakt obeh najdete na naši spletni strani fs.uni_ljo.si in z veseljem vam bomo odgovorili. Najlepša hvala za udeležbo in veliko sreče pri vaši nadaljnji izbiri karierne poti. Nasvidenje.